Aljoša Bagola. Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke? Spremenimo pričakovanja in pričakujmo spremembe. Aljoša. Uvod. Izgorelost ni le individualna tegoba, temveč sistemska epidemija, ki kot gobam dež godijo v skrajni individualizem zakoličene vrednote, na glavo obrnjeno dojemanje sebe, družbe, države in vrednot sodobnega življenja. V življenju ni vedno vse odvisno od nas. Je pa od tega, kako življenje doživljamo, odvisna naša sreča. Zato ni pomembno, kaj vse bomo v življenju pustili za sabo, ampak kaj bo življenje pustilo v nas. Bo to nezadovoljstvo ali veselje, praznina ali izpolnjenost. Če želimo doseči želeno in udejaniti talent, moramo spoznati tudi neželeno. Tako pač je. Blagodejnost kozarca vode cenimo šele, ko se nam usta sušijo od žeje. Kako v redu je lahko življenje, spoznamo šele, ko strmoglavimo z gradov v oblakih in smo se pripravljeni pobrati ter pregaziti na 100 kilometrov blata. Šele ko se prenasitimo lastne sitnobe, godrnjanja in nenehnih nevšečnosti, lahko občutimo pravo zadovoljstvo ob tem, ko rečemo, zdaj je pa dovolj, in začnemo stvari spreminjati na bolje. Na naše dobro počutje pa nenehno prežijo številne pasti. Med najnevarnejšimi so pričakovanja. Pretkano vsiljena, verjemite, da kot strokovnjak za oglaševanje to dobro vem. In bleščavo zavita v medijski celofan nas pričakovanja sveta, družbe in pomembnih drugih silijo v boj za srečo. Boj in sreča pa nista združljiva. Kot sem po izkušnji z izgorelostjo ugotovil sam, se recept za srečo skriva v tem, da najprej opustimo neuresničljiva pričakovanja sveta, ki od nas zahteva nenehno vzhičenost. Recept za srečo se skriva v biti v redu. Ko sem na vrhuncu svojih uspehov ugotovil, da se peham, žrtvujem in dokazujem zaradi napačnih vzgibov ter izgorel, je bilo postati, biti in ostati v redu v središču mojih prizadevanj. Želim si torej, da bi vas moja zgodba opogumila k soočenju z usiljenimi pričakovanji, samimi sabo, svojimi vzorci in napačnimi predpostavkami o življenju, ki se ga po nepotrebnem otežujemo. Ko smo to pripravljeni ali prisiljeni storiti, pripravljenost je ob prisili navadno veliko večja, hitro ugotovimo, da je biti v redu le nekaj korakov stran. Ta knjiga je torej za vse, ki vas primež sodobnega življenja sili v previsoke obrate ali v prenizke. Namenjena je vsem, ki se trudite učinkovito uravnotežiti dolžnosti in radosti, skrbi in srečo, izčrpanost in izpolnjenost. Nemara se recept skriva ravno v besedi ravnotežje. Včasih nam mora biti zakaj ravno, če ne, nam bo samo še težje. To pisanje obravnavajte kot mojo javno meditacijo in ne soljenje pameti. Naj vam bo priporočilo in ne navodilo. Ne zapoved, temveč pripoved, v kateri lahko vsak dan najdete kaj, kar vam bo v razmislek ali uteho. Knjigo lahko do konca poslušate v mobilni aplikaciji Mladinska knjiga Plus. Poleg nje pa lahko prisluhnete še mnogim drugim uspešnicam. Aplikacijo lahko 14 dni preizkušate brezplačno.